Dobro došli na Ocvirki podcast. Zdaj pa snemam. Moj je boljš prebil. Kaj? Moj je boljš prebil. Ok. Ful fajn. Nekaj druga moramo reči za začetek. Lepo pozdravljeni. Sej že dobrodošli na Ocvirki podcast jingle. Na začetek. Dobro došli na... Zdaj je grozno. Mariah Carey bo počasi prišla med nas, ne? Ja. Vstala iz groba. Čeprav, ko bo midva tole objavila, bo že zelo aktivna, verjetno, ne? Najbrž. Koliko ona s tem komadom, mislim, da 200 milijonov ali 2 milijona Insane pač, na ja. leto zasluži, samo s predvajanjem All I Want for Christmas is You. To je ključ do uspeha, ni važno, kolikrat si poražen. Ni važno, koliko Ni važno, kolikrat padeš, važna je sam tista ena zmaga, ki ti pa prinese vse rezultate za nazaj. Ja, sploh če se takle obrestuje. No, ampak nasplošno je to tako. Imaš rad božične komade drugače? Do neke mere. Fajn je, če niso ful prezgodi, kar pa navadi so, ker te pa če res posilijo s temi komadi. Pa čez ob pravem času na pravem mestu, zdaj, Ja. ko hočeš malo tega vzdušja, takrat se mi zdi super. Ko pa nočeš tega vzdušja, pa te nekdo posiljuje za All I Want for Christmas. Čeprav je tudi, mislim, jaz sem si vedno želel, da bi na kakem špilu, Malo božičnih. da bi sred poletja nek zaigral silvestrski poljub. No, zadnjič je Vili Resnik zaigral, zapel, Zapade je prvi sneg. Aha, na božično noč. Tako je. No, tako je, sorry, ja, napačno. Mislim, da je bil tako manj. Prehiter. Ja. Mislim, ampak je bilo še vseeno tak hiter, da je bilo ridiculous. Ampak folk je kar vesela. Kaj je bil datum? To je bil prejšnji November petek. v glavnem. Ja, A ja, zadnji ne, petek, to je no. bil 31. Zadnji petek v oktobru. 31. Ja, tako je. Oktobra je zapel na božično noč. To je pa kar... Folk je kar poludil drugač. Ja, sej, zihar je, ne. Bi rekel. Ne, se je bilo kar fan, ampak to poletje bi bila tudi dobra, ja. Sploh, da čuješ kar nekaj to nek regulčke. Ampak zanimivo je, da je to še vedno se obdržalo, da umetniki delajo božične albume. Se mi zdi, da še vedno pridejo ven. Pač. To se mi zdi, da je ful mal na konc takih, ki se pa dejansko Ja, držijo za to te je pa božične res. džingle, ko še vsem točno vemo, kjer so. Buble je en tak res Ja. uspešen, ne. No recimo Sia je tudi naredila božični album, ne, že pred par leti, ne? Ja, pa Pa se mi zdi, da določeni komadi so, ampak tudi ni tako, recimo primerjal z Bublejem ali pa... to je res, ampak od teh novejših je kar uspešno. Je bolj uspešna komad, Se kar ja. suče. Itak pa imaš pa te starejše klasike od Sinatra, ko je... To, ja, no, vse to, mislim, Buble je pol njega v bistvu, ne? Čeprav tudi Sinatra, Nadomestil. ne vem, če radi zdaj neki sučejo. Ja, pa sam pa moje so, zato ker to so ti old school Christmas hiti, ko pač po moje bojo vedno. Ali pa od Wham, naprimer, ne? Ja. Ali pa od Beatles, oziroma, ne vem, od McCartney ali od Beatles song komad. A ja, Wham je. Ne, Misliš, ko je Do They Know It's Christmas Time. A ne, tisti je pa bil tako Od Wham je pa tudi, več artistov, a veš. tisti je pa... Tako USA for Africa je Ja, isto ja. bilo Do They Know Tudi- It's Christmas. To tudi Ja, ja, ok. Ja, napišite v Kaj že? komentar, kaj si mislite o božičnih komadih. Če jih še tolerirate, a jih imate ful radi, a so prezgodi, kaj takega, no. Ti pa iščeš od Wham, verjetno Last Christmas. Iščem od Beatlesov ali od McCartneyja. Iščem, kjer je tudi božičen komad, ko je pač ko ima insane synth sounda noter. Ja, jaz se zelo ne spomnim, da bi, sploh ko rečeš Beatlesi pa božični komad, nimam pojma. Ja. Bon Jovi ima tudi ful dober božičen album, so mi všeč ti coveri, ko jih je naredil. Od Bon Jovija, to pa nisem sploh poslušal, bo treba. Meni je vsake toliko fajn, recimo, prej sem 3 leta res pa moje velik Sio nabil. Aha, Zdaj pa, ne vem. Sia.
Pa ne vem, se ti pravim, bolje je bilo to, pa par let je bilo tako, da sem res veliko teh božičnih komadov tudi igrajnih, res nisem hotel še doma poslušati. Ja. Ampak zdaj mi pa recimo tu pa tam paše, no, ko zdaj recimo mi jih tako ne igramo dost. Veš, da zdaj pa ne najdem, kjer je bil tudi, pa ni bil War It's Over. No, če se boš spomnil, povej, ampak Ja, bom, ja. gremo zdaj dalje, da ne bomo promovirala božičnih komadov prehitro. Čeprav tako sem rekel, ko bo ta epizoda išla, bo je verjetno zelo aktualni. Tako. Ampak hotel sem ti danes izpostaviti eno tako neprijetno temo. Mislim, da sem našel, da je Simply Having a Wonderful Christmas Time. Simply Having a Wonderful Christmas Time. Zelo ne poznam. Ok, nima veze, prosti, kot te Ja, prekinem. ja. No, nadaljuje, eno neprijetno temo. No, sam, boš da si izpostavil. najde, da si lahko ogledamo. Tako. Ampak neprijetna tema, Ja. to je en Facebook post. Vse v redu. Pazi. En Facebook post sem videl, Ja. če si mogoče že slišal za izraz hodokuši. Marsikaj bi lahko spalal iz tega, ampak nisem. Kdaj Iz si pa to katerega videl? jezika je to? Je nekaj japonščina, Ja, verjetno. japonščina. Ne? Ja. Kako hodokuši? Hodokuši. Hodokuši. Ja, napiše se kodokushi. Kaj pa s pismenkami? Ja, imam 3 napisane, sam ne vem, kaj ti ne narišem. Tako. Ok, to se prevede v lonely death. Oj, vem te. In verjetno veš, da ima Japonska eno problematiko, kar se tiče depresije, Ja. pa paničnih napadov, pa takih A nimajo stvari. Japonci ful velik teh suicide forestov? Tudi. Okay. Čeprav za enega jaz vem, ne vem. Ja, ok. Suicide forest misliš, ko se obesijo noter v... Ja, ko ful veliko Ja. mrtvih ljudi. A nimajo tam Jake Paul? Ja, je ja, bilo, to- ne, ja, Bilo ja. kar infamozno, tisti posnetek, ne. Svaka čas, da se je zvlekel ven iz tega, ker takrat so ga toliko pohejtali. Ampak kakorkoli, No, hodokuši ali lonely death je v bistvu fenomen, kjer ljudje umrejo v stanovanju Ok. in so pač pozabljeni, ker nobenega nimajo. Oh, damn. Ja. In noben ne opazi, da so umrli, predvsem gre to za starejše ljudi, dokler pač ne začne toliko Rotten. smrdeti. Ja, štekam, ja. Ampak kar je meni bilo noro je, da so bile slike zraven. In v bistvu to Kje so bile slike zraven v na postu? Facebook postu, Mhm, ja. to dolgo traja, da ostane samo njihov obris. Kje je postane umris? Obris na tleh ali pa v postelji ali pa kjer so pač umrli, ker se pač zgnijejo. Vem sam. Pač kosti valjda ostanejo, ampak pač prav tkivo se razgradi in toliko dolgo traja, da najdejo ta trupla. Kar grozen. Ne, zdaj sam razmišljam, če je koliko cajta rabi recimo truplo, da recimo na neki posli nič ne ostane. Čeprav, tako zdaj, ko to razmišljaš, se mi ful zdi dolg. ful bolj smiselno, da je bilo nekaj več prej tam, pa so pač dali stran in pa tisto bris No, so tak slikali. Ne? tis pa ja. Ampak vse mi je bilo tako disturbing, ko sem to prebral, Ja, je kar disturbing, ja. da pač si toliko osamljen, ne? Da res nimaš nobenega, ja, pa ki bi ja. se niti spomnil na tebe, niti prišel pogledat, da ne ve noben, da si umrl, dokler ne začne smrdeti. Če vse mislim, da je tega veliko, no zdaj ne bom za to drugo trditev, ampak nasplošno tako, da je pa moja dosti ljudi, ki so pozabljeni. Ja. Sploh na Japonskem, ker se prebivalstvo tako stara, ne. Je pa bil ta izraz že v 80-ih opisan. Zanimivo. So to poimenovali ta kodokuši. My God. Ker haunting. To je bil zelo dark twist. Ja, ja, Že ja. teh podcasta drugače. Tako da zdaj lahko gremo na še temnejše teme ali Ja, pa ja. na svetlejše. Danes bi šel, mogoče da ima na temnejše še iti. Še na temnejše. A imaš? Okay. Imaš pa še... Ne, ne bom. ne, dej, če se me zanima. Če zdaj si moram nekaj izmisliti. Ko zmisliti? Mislim, nekaj se moram spomniti. A ja, no pravi, ajde. Okay. Vem pa malo Nekaj hujšega, kot je tole. Uh-huh. Ok, bil sem v
Disgusting Food muzeju na Majorki. Majorčica. Dobro. In tam vidiš pač grozne stvari, ko jih ljudje jejo po svetu. Jejo. Jedo, no, sorry. In stvar, ki se mi je zelo vtisnila žal v spomin, je, da Kitajci so imeli tam najbolj grozne stvari, delajo v bistvu nek zvarek, kjer zbirajo od mladih fantov, ki so še devičniki, urin. Oh my God. In v tisti posodi potem starajo, mislim, da prepeličja jajca v tistem urinu. Torej prepeličja jajca v urinu. Ja. Ampak so pa v deviškem urinu. Imajo pa tudi neko žganje, kjer so pa noter mlade miške. Mladi dečki. Zdaj pa mogoče res lahko gremo na kakšno drugo temo. Čakaj, samo ali pa to je pitno, pa urin. Ne vem, jajce se pojejo pač, ne vem. Vem, sam če to Ne vem. A si probal to? Ne, to niso dali za probati. Aha, to je samo tako Čisto fakt. neetično pač. Probal sem pa stinky tofu. To je bila pa najbolj grozna stvar. To pa mislim, da si Kar sem da v še to malo življenju piš. probal. No, to je Mogoče pa, poveš, kaj je tofu najprej za vsaki, mogoče. Ja, tofu je kot sir iz soje, ne? Ni? Ne vem, če je sir, ampak ja, pripravek Mislim, iz soje. sir. Ja, Tako ni v zgleda, bistvu sir. Ja, tak imaš zgleda, prav. kot en sir za žar v bistvu. Ne? Ja, ja. V bistvu pripravek iz soje. No. Tako. In stinky tofu je pa ta tofu na nek poseben način fermentiran, staran. In menda je en, ko je bil forenzik, Ja. opisal, da je pač von tega tofuja enak, ko pa trupla, ko razpadajo. Ja, pa smo nazaj na Japonskem. Ja. In Grozen. res grozen smrdi. No. A to pa si probal? Ja, pa sem mi Kako rekel, da sem ja. psihopat, da mi je ratal. Kdo ti je to rekel? Ja, ko mi je dal Zaposleni. za probat tam zaposlen. Ampak On mogo to je bilo tako, da spodbujati. sem probal ful stvari predtem, pa sem rekel, tole pa ni šans. Pa je rekel, če boš ti, bom jaz tudi. Me spravil. Pa sta oba probala. Na ego mi je pritisnil. Pa sem mogel požreti tisti grozen. To je bilo tako gabno, da jaz naslednji dan, ko sem jedel burger, ko sem tisti sir okusil v burgerju, Ja, se ti me je malo zagabil, stresel, ker nisem mogel tiste senzacije kar tako odmisliti. Ne. A si imel po kateri izmed teh stvari, ki si jih jedel aftertaste, oziroma da ti je prav tako ostalo po ustih, a veš? A je to taka pančna Ja, stvar? predvsem po teh sirih, ko so jih imeli. Pa ti ful ostane, pa še cel dan ti pol iz ust smrti potem, ali kaj? Ne vem, tudi dajo ti ful majhne sample tega, kar probaš, ne, sreča. Ampak ja. Meni se je zdelo, ja, kot da mi iz ust smrdi po tisti. Kaj pa Ana rekla? Kot da mi iz ust smrdi po razpadajočih truplih. Ana je tudi veliko stvari probala. Je probala stinky tofu? Ne, stinky tofu ni probala. Tudi ne vem, če je vse sire probala. Smo probala še nek angleški. Pač sire, ko so prepovedani, da jih neseš na letalo, pa tako. Poliko tudi ne smel nesti na letalo. Kot izkušnjo ljudem ful priporočam, če imajo priložnost, da grejo v disgusting. Ampak to je relativno nova stvar na Ja, Majorki. mislim, da. Začeli so Švedi s tem. Itak. Ja, pa v Nemčiji jih je neki. Na Majorki je bil glih en mesec odprt, ko smo bila. Ja, raziščite malo, kje so, pa ful zanimiva izkušnja, ker te tudi naučijo o psihologiji, zakaj so na mene stvari ugabne, pa zakaj na mene niso, pa zakaj drugim ene so, ko nam niso, pa tako in A obratno. te kaj posebej presenetili tega? Predvsem zgodovinskih faktov, oziroma zakaj, ali pa recimo kakšenkoli fakt o disgustu, v bistvu o gnusu, ne? Ja, o gnusu. Presenetilo me je, da je 7 stvari, ki se nam univerzalno gnusijo. Ne glede na to, kdo smo. Kje pa? Ampak se spomnim samo eno. In to je v bistvu pokvarjeno človeško meso. Aha, ok, ja. Je pa še neki stvari. No. Kaj boš pogledal, kjer je Bom pogledal, no, ko me zanima. Torej ti zdaj iščeš 7 stvari, ki se gnusijo prav vsem Ja, ljudem, v bistvu, če prav razumem.
A ima da reč kak poseben ime ta Disgusting Food Museum ali je to dovolj, če pogooglaš? Ne, prav reče se Disgusting Food Museum. To je v bistvu trademark njihov. Tako. Zanimivo, ok. In pa imaš, ko se sprehodiš po temu muzeju, imaš razstavljene pa opisane stvari, ki so pač po svetu jih jejo. In imaš pri nekaterih zraven tako posodo, ko je noter vata, ki je napojena z vonjem tega tiste stvari. Aha, in lahko ti odpreš pa povohaš. Okay. Ne vem, za durian, za ene sere, za tak, no. Zanimivo. Koliko je pa karta bila takrat, če se spomniš na osebo? Zelo poceni. Mislim, da je bila tak študentska vstopnica okoli 10 €. Tako, ker da je to toxic waste, ki se ga morajo znebiti in ga pač dajo ljudem za pojest. Ja, ne vem. Ne vem, zakaj zdaj ne najdem te informacije, tako da. Oh well, moving on. A boš mogoče sam preveril, če video snemaš? Ja, seveda. Odlično. Snemam video. Ja, kaj je pa najbolj ogabna stvar, kar si jih ti pojedel v življenju? Najbolj ogabna stvar. A ja, veš kaj, sorry, jaz bi se sam še vrnil, bi povedal, pojedel si tudi, mislim, probo si tudi surströmming. Ja, sem. To je pa v bistvu, a je to kjera vrsta ribe, je to slanik? Ne vem, ko je surströmming je v bistvu, mislim, da švedska ali finska ali norveška, oziroma ena izmed teh skandinavskih držav ima to jed in je sicer konzervirana riba, mislim, da je v lastnem soku. Ali pa v kakšni slanici. Ali pa v kakšni slanici in to je zelo dolgo fermentirano noter in baje tudi priporoča, ko ti to odpreš, moraš bi naj odprl pod vodo. To si probam? Sem probal. Veliko je teh viralnih posnetkov, ko ljudje to odpirajo pa probajo probati. Jaz sem probal, von ni bil zdaj tako močen. Ja. Ampak jaz sem si razlagal, ko da je to, ko so imeli tam za degustirati, ali kako bi rekel, da že to nekaj časa tam stoji in je mogoče malo bolj zluftan, ko pa nekaj, ko bi ti takoj glikar odprl to konzervo. Ampak okus je tako pri večini teh stvari, ko sem jih probal, je bil 100-krat boljši, kot pa von. Aha, von šel sem okus je imel pač po neki zelo slani ribi. Ampak zelo fishy ribi. Ne. Ok, zanimivo. Mi je bilo hujš, ko sem probal še neki, ko mislim, da imajo Islandci, je pa fermentirana koža od morskega psa. Okay. In oni tega morskega psa zakopljajo v zemljo, itak. Da se tam fermentira. Ja. Ampak fora je, da ta morski pes ne urinira, ampak izloča urin skozi kožo. Ja, ful dobro. In ravno te kože se pač spet neki z urinom se pojejo. Ampak spet bilo je ful fishy, ampak ni bil tako grozen okus, ko pa je smrdelno. To bi mogla ful enkrat probati, ker meni se zdi, mislim, nasplošno, da bi najdla zdaj par takih stvari, čeprav ti si zdaj kar imel, ampak da bi probala naročiti par takih stvari, pa par takih stvari probati, ko pač so ljudem kao ful gnusne. Ker meni se zdi, da se zreakšnje ful večina ljudi, kar se pa posnamajo, da se to ful pretirava. Ja, možno, ja. Je pa res, da imamo lahko imaš pa tudi zelo slab želodec. No. Zelo različne odzive imamo tako na te stvari, ko se nam gabijo. Na koncu so bile pa pekoče omake. V bistvu najbolj pekoče omake na svetu. Ja. Mislim, da je bilo 5 omak, ki so se stopnjevale, niso se v bistvu stopnjevale po skovilih, zato ker stopnja skovilov ni nujno metrika, ki pač pove, koliko fejst nekaj peče. Kako ti to doživljaš. Okay. Ampak se je stopnjevalo bolj po, da so recimo prvo bile omake, pol je bila omaka, ki je zmešana z ekstratom, pol pa čisti ekstrat. Ja, razumem. Recimo omaka, ki je mešana z ekstratom, je The Bomb. V Hot Ones si recimo to videl. In tudi to sem probal, ne vem, kapljico vsake.
pa tudi da bomb je bil, pač sem ga še nekako prenesel, ampak mislim, da ni bil to da bomb, ki je v posnetkih, ampak še malo močnejši. Super. Pa je bil pa še en močnejši kot da bomb in pol je bil pure ekstrat na koncu. In to je 20. stvar od stvari, ko bi jih naj probal v muzeju. In to je edina stvar, ko je nisem probal. Aha, lahko poveš, jaz poznam razlog, ampak poveš še razlog, ja. Ko sem prišel do tiste omake, Ja. So pred mene potisnili en listek, na katerem je pisalo, da ga pač, če ga podpišem, se strinjam, da sem seznanjen s tem, da lahko dobim notranje krvavitve, bruhanje, težave s prebavo, pa tako naprej, pa sem pač rekel, hvala lepa, ne. Ja, ni verjetno, ne. Kakšne so pa ponavadi, kakšni so možni učinki, če ješ ti ful teh pekočih omak? Veš, kaj mene to vedno ful skrbel zdaj, da mi ne bo kaj scvrl. Ja, najin kolega Jerry, Ja, ki je zelo velik oboževalec pekočih omak. ja, Tudi jaz jih imam zelo rad, ampak on jih ima dosti bolj rad kot jaz. ja. On trdi, da če je omaka pure, se pravi, da če ti kupiš nekaj domačega, nekaj kvalitetnega, ko res ni nekih primesi zraven, da je to izključno kar peče čili, da ti naj ne bi smelo karkoli negativno vplivati na prebavni trakt. Zanimivo. Pa na nič, ali kaj? Če ni zdaj to neka ekstremno močna Kaj pa stvar. recimo na sluznico v ustih, ali pa na grlo, ali pa Tudi, na mislim, načeloma da na nič. Pravi, da ne. Ker sem ful dolgo živel prepričan, da v bistvu to samo odziv telesa, da v bistvu ti nič ne boš imel recimo kot opeklino načeloma, ampak je to sam odziv telesa. Ja, ampak to pravi kolega Jerry. Zdaj pogledamo, kaj pravi znanost. Aha, to pravi kolega Čari. Ja. Okay. Pa si že kdaj probal drugače kako tako res ful pekočo omako? Nič izven nekonvencionalnega. Bolj te stvari, ki jih lahko kupiš načeloma v trgovini ali pa v kakšni pizzeriji, da dobiš zraven. Tete sem od vse različne barve in tete. Ja, jaz jih imam drugače zelo rad. Pač Jaz imam tudi zelo rad, ampak nekaj časa sem se ful izogibal temu. Zdaj pa tako, če je kakšna res taka stvar, da mi sede. Ali pa sam recimo, ni mi pa fajn, imaš nekaj ful vročega za jest in pa si daš še pekočo stvar gor in tisti pol meni sam grozen. Več pa lahko si privoščim eno pekočo stvar zale. Ja, tule piše, da je glavni krivec za pekoči občutek v čilijih snov imenovana kapsaicin, Okay. ki je tudi ravno ta stvar, ki ima tudi koristne vplive na telo, ampak da v večjih količinah draži želodec in črevesje, povzroča zgago, refluks ali drisko, lahko poslabša hemoroide in sindrom razdražljivega črevesja ali IBS. Ampak mene zdaj tu zanima, kakve so te večje količine, ne? Liter. A to govorimo, da se lahko to zgodi pač pri nekem uživanju, ker omake pekoče si ti res daš majhno količino na hrano. Največ vsega skupaj 2 žlice mogoče poješ. Ja. Razen, če si daš v juho. Da raziščemo, da bojo naši gostje lahko, ne gostje, poslušalci varno jedli pekoče omake. Ja, skrbimo za vašo varnost. 1 do 2 čajni žlički na obrok je zmerno uživanje. 1 do 2 čajni žličke, okej. Ja. Spet odvisen, koliko je to močno. Verjetno, če ješ one zelene, ki so bolj za okus. Recimo, to mi je ful bolj, Pač imaš nekaj okusa od tega, ne da te sam žgejaveš. Da je kao, da lahko zdrsneš v te škodljive učinke, če bi zaužil več kot 1 žlico omake ob vsakem obroku dnevno. Torej 3-krat na dan, torej 3-4 žlice odvisen zdaj. Ja. Ampak spet odvisno od moči, pol pa je še to, ko sem prej omenil, da recimo industrijske pekoče omake imajo še lahko konzervanse, barvila, višjo količino snovi, sladkorje, sirupe in že to vse. Torej, če imaš domačo, veliko bolj, naprimer. Ja. Zanimivo. Jaz sem eno omako za probati, če želiš. Omako imaš za probati. Če si pogumen. Danes še nisem, ker še nisem nič jedel, tako da je ne bi glih na tešč. Pa še kavo sem spil. Ja. Gospa koruze ni prebavila. Kaj pa je to? To je pa Juri Zrnec. Gospa koruze ni prebavila. Ja, to je zelo star skeč od Zrneca.
v katerem igra čistilko na WC-ju v Trmostoju. Ne poznaš tega? To je ko je imel v različne like. Jobe, ja. On je pač predstavljal različne te delavce. Ja. In je pa bil tudi Car Jurij Zrnec. Jaz sem crkval od smeha enkrat, ko sem najdel še ene starejše posnetke na YouTubeu od neke predstave, ko je imel sam na odru, pa je isto imel like. Me je bilo top, ko je bil Asti tudi na odpadu, to je bilo res vrhunsko. To je po mojem, pač to pa Vid in Pero show sta meni najboljša talk showa, kar smo jih Slovenci imeli. Ja. No to bi, evo, če bi take stvari še delal, bi jaz to televizijo gledal. Ja, same. Tak pa nimamo tega. Ne vem, meni se zdi, da sploh nimamo nekega talk showa trenutno, če gledaš v smislu ameriškega tipa talk showa. Štekam, ja. Mogoče, ker je to drago, a ne, pa gledanost ni bila dovolj visoka. Pa fulje dela ste. Pa cel band plačat, pa je krno. Sama, to je talk show še vseeno, tudi če sta imela vse te dele od nekih skečov, pa to je še vseeno se klasificira kot talk show. Talk show je talk show, ko imaš ti goste, pa imaš intervjuje. Zanimivo. Ja, ona dva sta si vzela polenga in sta ga cvrla tam. Ja. Sam meni je tak pač tipični ameriški talk show, tako imaš Jimmy Kimmel pa Jimmy Fallon, se pravi, da imaš te intervjuje, plus skeče, plus live muziko, ki je pač band, pa kaki nastopajoči. Mislim, da nas ti tudi not padel, recimo še Dragojević prišel nastopati, veš. Ja, to je bilo noro. Ja, saj, a ni Zrnec pregorel pol zaradi tega? A ja, zaradi tega? Ne vem. Ne vem, tudi jaz. Vem, da je imel neka težave. To je samo govorica. Pustno. Okay. Zdaj študiram, prej si me vprašal, razmišljam, če je bilo kaj takega, kar sem pojedel, pa da mi je bilo res ogabno, pa da mi je bilo nagnusno. Pa zdaj se ful ne spomnim, kaj bilo takega. Vem, da sem si ful želel kot otrok žulca probati. A ti rečeš, mi rečemo žolca. Kva? Žulca rečeš? Žolca. Žolca. No, glavno, to je v bistvu so koščki ponavadi svinjskega mesa, od ušes do ne vem kva, pač to je zdaj moja. Pa želatina, ne vem iz časa, pa pol nek poper noter tudi. Ja, pa tudi koža so not včasih, ali pa kako korenje. To je res drugač, ko pogledaš to, kako zgleda na mizi, je res pungent. In jaz ne vem, kdo si to zmislil. No pač, kdo si to zmislil, hotel sem to, hotel. Ful me je zanimalo, kako to je, ker to smo pač hodili nekam, družinski obisk je bil in pač je bil vedno narezek, pa kruh pa tudi ta žulca zraven na krožniku, takle si pomiga tisto in je kar, tista žulca kar tekle delala. In to sem probal in to se spomnim, pa ne, da ni mi bil po moje okus tak, ampak tekstura bila res za nič. Ja. Tista žulca, pol tista koža, vem, da sem pač plunil. Samo mora biti pa zelo dober vir kolagena, po mojem. Ja. Vseeno mi je. Tis mi je bilo res, ampak jaz mislim, da je bilo pač, mi je bilo ogabno zaradi teksture, pa kako občutek je v ustih. Ja, jaz se spomnim kot otrok, da sta starša veliko to jedla. Ja, verjamem, to je bilo povsod, kjer so imeli doma koline, pa to pa da je bilo neko domače meso, se to mislim, da kar delali. V 60-ih je bil full trend v Ameriki, da so pekli te iz želatine, ko je not bila zelenjava, zelo podobno, ko žolca je izgledal, no. Kaj da so pekli? Ali kaj ne pekli, kaj se to pustiš, da se strdi, ali kaj. Ja, pač ti narediš želatino, pa zmešaš not, da se ohladi. Ja, ne pekli, sorry. Ampak zato sem rekel pekli, ker je bilo v obliki nekega kolača. A si videl, kdaj je v filmih, ne? Vem, kaj misliš, ja. No. To je bilo tudi v Disgusting Food Museumu razstavljeno. Žulca. I guess, da temu bi lahko res rekel žolca, ne? Žolca. Ja. Kako pa vi rečete temu? Ne vem, no to je bilo taka stvar, ampak se pravim, sam ne vem, če zdaj to šteje zraven, ker mi je bilo res disgusting zaradi mouthfeela, ne zaradi... Jaz sem, nisem probal nikoli, se mi zdi. Ja. Dal sem pa nedavno... Nikoli nisi probal žulca? Mislim, da ne. Dal sem pa nedavno novo priložnost vampom. Jaz imam vampe ful rad. Pa jih še vedno nijam rad. Ja, meni so pa dobri. Pa me ni zmotila toliko tekstura, tekstura je kar grazna. Ampak okus mi pač ni všeč. Zanimivo, mene pa to... Kaj pa pohani vampi? Ali pa vohani vampi?
Reš eno crto brejo krtinjo pojedel. To dobiš 2 krta za ceno. Nadaljujemo. No, recimo vampi so meni čisto reda. Je pa res, da so mi bolj, če greš ven jest v gostilno, kakor pa če bi zdaj doma. Aha, ok. Tako da domači mogoče... Se mi zdi, da to je ena taka Ker ti zba je res stvar, kar smrdi, ker nekdo to ko je dela. ni zdaj glih enostavno pripraviti. No. Ja, ne vem, to je Neke pač delo, to drobtine še je grejo delo not, z pa- drobovino, zdaj pa moje ful odvisen, kako ti pripraviš. To je v bistvu kravji želodec, ne? Ja, Kako I ti to guess. pripraviš, če pa če je pravilno umit, pa da je dosti svež ta želodec, pa ne vem, ful. Po moje je to bolj važno, kakor pol. Tudi to je, Vidiš. je zelo bogat vir beljakovin. Vampi. Zanimivo, bom pa več vampe jedel. To Ja. mi je res dober drugače. To je tudi turški dober. Bom zdaj prišel tule, pa bo Na vse vampe. smrdel. Ne, ne vem, če bi se spravil doma delati. Ja. To mi je tako... Je Že ko zrezke dole not pečem, to če ne preluftaš ork, ko si je zadimljen. Drugače sem slabo pa dost bolj zdaj pač tekom odraščanja, sploh po faksu, vzljubil tete enolončnice. No zdaj, ko si to... Aha, ja. Mislim, kot joto, segedinar, neke golaže, boranja, imam ful rad. Ja. Mene je recimo to bilo vse v redu, edino ni mi bilo všeč, kar se tiče govejega mesa, da je bilo več tis full mast noter, ali pa da je bilo res začikat, Ja. da gač nimam problema s tem. Pa full mi ni dober okus, če je kaka svinja noter. Aha. Tudi če recimo kotlet na vrh mi ni dober, ko recimo nekateri na prebranac, kakorkoli naglasiš, dajo kotlet gor, to mi meni čisto uniči. Okay. Ali pa recimo, ko je tisko zelje pa svinjine. segedin, ja. Recimo to mi tudi. Ali segedin. Ali Mi rečemo segedin. Mi rečemo pa segedinar. Segedina! Ne, to mi recimo okus svinskega mi sami ful, pa jem recimo, da ga svinjina. Se ful malo stvari, ampak to mi je pa res, to mi ful ni dobro. Mislil sem še nekaj glede tega. A ja, ko si rekel, zelo je zanimivo to, da se ti okus spremeni, ko odraščaš, ne? In zdaj imaš po moje tudi ti še kaj takega, ko včasih mogoče res nisi... Ja, ful stvari. No, to se mi zdi, da je ful stvari, pa pol s časom recimo razviješ, pa tudi obrne se na neke stvari, ko so bile ful dobre, jih zdaj mogoče ne maraš, ali pa jih ne ješ zaradi tega, ker veš nekaj več o tem. Neke stvari so pa, ki jih nisi maral, pa so ti zdaj ful dobre. Pri meni je recimo ful pogojno so mi bile olive. A ja? So bile olive res za nič. Jaz jih imam pa rad, kar fest. To nikoli nisem mogel, ko je kdo kar iz tegelca, iz Ampak to kozarca je- jedo, to mi je bilo res ono, se mi To je ena obračalo. taka specifična stvar, ko je veliko ljudi nima radih, se mi zdi. No, ampak zdaj pa Imam film, povezujem olive z nekim finim narezkom, ne, in Aha. včasih, če je nekaj takega, ne, pol če kak fajni kruhec, pa kak pršutek, pa kaka olivica zraven, to je v redu. Ali pa kaka ribica, recimo, Nisem ne. pa nikoli probal kao martini, pa da bi imel A z olivo? olivo noter. Me zanima, kak je to. To bi pa probal enkrat. Me zanima, bomo kaj pogledati je nekje, point. kje je no. dober martini. Ja. No, mislil sem še Jaz si moram to napisati, sorry. dodat Ja. temu, kak se ti okus spremeni, da je mogoče to, vsaj mogoče pri meni, ko sem šel na faks, Ja. ko si ful dolgo nekemu načinu prehranjevanja izpostavljen doma in pol greš stran od tega za, ne vem, 5 dni v tednu Ok? in imaš pol ponovno priložnost probati na novo ali pa vzljubiti neke stvari, ko jih pač na faksu nimaš. Ko priješ domov. To zdaj misliš hrano ali na Hrano, splošno? hrano, Aha, ja. specifično hrano. Ja. Ok, kaj imaš, kaj je takega na Pač, primer? a si kdaj Ja. na faksu ti jedo joto pa segedinar pa take stvari, a veš? Segediner sigurno nisem, sem pa jedel kaj druga, sigurno. Ja. Pa če smo šli ven jesti na bone, sam to je ful... Recimo jaz sem bil v Kopru, ne, kjer sem večinoma jedel na študentske bone, kar sem pač jedel, čeprav sem si kuhal ful velik. Ful redko si dobil. Ja, sej. To Bi rekel. sploh ne spomnim, če je bilo kaj, glavne so bile po Kopru te pizzerije, pa to, kar je bilo te gostilne bone, so bile v glavnem pice Dunajci, te kakšne solate, pa pol, kar so imeli dnevno s kosilom povezane, kakšne, ne vem. Vse tam je bilo res razno, ampak načeloma joto se res ne spomnim. A se ti je zdelo, zdaj ne vem, koliko si se takrat s tem ukvarjal, ampak da si imel, da je bilo težko najti na bone nekaj zdravega pojesti. Ali pa da ni bil fast food. Ali pa da ni Mislim- bilo pohano.
To je pa moj itak zaradi tega, ker študenti v glavnem shit jeste. Jaz sam je pa tudi v glavnem shit poceni za pripraviti. Tako je. Je ful bilo recimo težko, da bi dobil ti zrezek pa zelenjavo iz žara. To je, ali si dobil pomfri pa zelenjavo iz žara, ali si dobil pa pomfri pa dunajca, pa pač ok, solato pa kar je vse spada zraven. Ne vem, jaz takrat, ko sem bil jaz na faksu, pa specifično v Kopru, že tako bilo ful malo izbire sploh za jesti na bone. Pač tako, mislim, da bilo ne 5-6 opcije. Okay. Če primeraš zdaj kulke, zdaj sto recimo neki Ljubljani. Ne? Se to je bilo že takrat verjetno bolj Ljubljani razvito. Je res, že če z Mariborom primerjaš, ima Ljubljana ful večjo ponudbo, ampak v Mariboru recimo so opcije, da poješ nek bolj zdrav obrok, ampak je zelo pogosto so to lokacije, ki so med pač dražjimi za bone. Koliko pa je zdaj bon drugače? Misliš, koliko je vreden ali koliko je doplačila? Mislim, da maksimalno lahko plačaš 4,90 ali 5 evrov. To je že kar je. To je skoraj krat 2 od tistega, kar smo mi plačevali. Oziroma tako je bilo, da ful je bilo ful zanimivo, ker ful je malo je že bilo opcije, da si imel stvari brez doplačila, kar je bilo v drugih, bom rekel, v Ljubljani pa Mariboru je bilo zelo pogosto, ne? Ja. Da si ti, torej to pomeni, da si ti študent, pa brez doplačila na bon, da bo pač nekaj za jesti. To je zdaj, da vem, sam eno, žito. Aha, pekarna, ja. No takrat, ko sem bil jaz, recimo je bilo tako, da si dobil nek fast food, oni so rekli panine, je bil ta sendvič, ko si imel noter sir, pa neko meso, pa navadi je bilo pogreto, ne? To je bilo drugo, pa še ti so ukinili, pa zraven študentskega doma je bila tako tudi neka pekarna, pa si dobil neke te stvari, si dobil kavo, pa neke te rogličke, pa... Okay. Tako bolj sendviči so bili, no. No to pa nisem nikjer dobil na bone, kavo. Aha, no jaz se tudi ne spomnim, ker kave tako nisem pil, no. Ampak to vem, da so nosili pol ven, da si dobil to dvoje. Ja, pa 2,17 ali 2,07 €. To je res luksus. Ja. Nekdo mi je razlagal, da je menda včasih, ko je bil še ta sistem bonov, da so bili fizični. Aha, ja, na to mislim, ja. Da so imeli neke fore, da ne vem, da si imel neki gostiln/pivnic v Ljubljani, kjer si pač zapir lahko bone. A res? Zamenijo, da so se znajdli nekako in pač so pa pili na bone. To je top. Pa če še ni bilo omejitev, kaj pa je bilo omejitev, kaj sem do 10, ne? Od 10 do 10. Zelo dolgo je bilo do 9, zdaj pa je do 10. Aha, ne pa nazaj. Jaz mislim, da je bilo do 10. Ali pa spomnim se, da recimo McDonald's bil med cenejšimi, pa bil mislim, da 2,70. Zdaj je 3, okoli 3. Aha. No recimo tam, ko smo mi hodili, bila tako neka pizzerija v glavnem, pa je bilo 3,15 € ali 3,20 € nekaj tako. Ampak si imel pa v glavnem pohane sire, pa pice, pa tudi te stvari, ki so jih imeli oni na meniju, ampak na oglavnem tako. Zdaj imel sem pa nekaj kolega, ko pač ful zbirčni, oni pač jedo pohan sir pa pico vsak dan. Ali pa Dunajc je mogoče šel pogojno. Je bilo ful fajn, ker tukaj je bila ena izmed redkih, to je bil recimo za nas ful, tako se ti je ful dopadlo, si lahko solato vzel, kukor si hotel. Ja. To je bilo res dobro. To se je meni tudi ful dopadlo, da je bil solatni bar, ne? Tako je, pa si pa naredil zdravo solato, pa si dal ful fajn, si dal ful fajn solato, pa poln jogurtov prelil. Ga zalil si. Ja, v Šparu si lahko res prvošiš, ne? Sicer doplačaš, če težo presežeš, ampak se splača doplačati. Tisti menda, ker v Šparu sem bil samo napak. Ampak niso vse Šparove menze isto dobre, bi rekel. Ne vem, v Mariboru mi je boljša, kot pa v Celju. V Celju sem pa moja glih enkrat jedel. Pa tudi, mislil sem reči za te solatne bare, da tam, ko pa je bil solatni bar, so se pa tako znajdli, da so dali najmanjše možne posodice. Ja, itak. Lahko si nadeval, ampak zdaj si pa zmeši to pač. Ja, pa si mogel 2 vzeti. Ja. To so oni delali, palne. Ja, res so to delali? Ja. Oh my god, dobra fora. Pač, no, ne vem, to je bila ena taka, ali pa pač si pol na krožniku, sem to je pol. Se boš ti še kaj vrnil k prejšnji epizodi? Ja, zdaj študiram k prejšnji epizodi. Ja, ko si govoril o teh vprašanjih. Jaz zdaj sam še študiram, če je kaj takega disgusting, da snedam, ampak se glih ne moram spomniti. Študiram, če je kaj takega.
Ne spomnim se, žal. Dobro. Ne vem, če se bom kaj spomnil, bom omenil, kaj je bilo res za neč. Če bo vmes pretres. V glavnem, naslednjič ima vampe on air, surove. Pa pekočo Pohane. omako. gor. Surove vampe s pekočo omako, to so take neke ustriga. Ja. A ja, kaj pa to si jedel, Pa- kdaj ustriga, drugače? Ja, probo. A tukaj tudi, ali kaj? A ne? Mislim, da sem jo letos probo prvič. Ja. Ok, kje pa? Na odprti kuhinji v Ljubljani. A, top, ok. In? Itak tekstura si predstavljaš, Ja. kakva je, ne? Ja, ja. Ampak tako bi spil morje, mi je bilo. Ja, jaz ko sem probal Pač to, bilo mi je drugače dobro, ni mi bilo slabo, ampak pač overpriced. A ja, itak, ja. Vem, da ostrige so ful drage, drugače pa ne smeš jih preveč pojesti, ker imajo tako visoko vsebnost cinka. In lahko greš v toksičnost z cinkom. Pa ko sem že glih pri temu, v Disgusting Food Museumu je bila pa slikana ena ful čudna, tudi morska. Zgleda kot neka školjka z spužvami ven oranžnimi. Žeplenjača. In je tisti je pa tudi užitno, ampak ima pa ful visoke vsebnosti vanadija. To pa sploh ne vem, In kaj je je. tudi toksično. In je bil fun fact, da je ne vem kjerga leta bilo abnormalno velika količina tega, mislim, da je to v Južni Ameriki, Okay. izvoženega na Švedsko. Ja, itak. In noben ne ve zakaj. A ja, noben ne ve zakaj. Ja, Ja. neki so delali verjetno s tistega na Švedi. A ni drugač, recimo, a ni bil jastok ena izmed takih stvari, ko so jih imeli Švedi, mislim, da na Švedskem je bil to peasant food v bistvu. So pač imeli jastoge za Razlož, kaj je peasant food. peasant food, hrana za reveže v bistvu. Tako, Ne? tako. A si predstavljaš, da so pač Švedi jedli jastoga, da so revni Švedi so jedli jastoga. In po so začeli izvažati, no, in so ugotovili, da pač je prodaja zelo cvetela in zdaj je šele v bistvu to taka zelo iskana dobrina. Čeprav takrat je bilo tega očitno res toliko, pa Je se živ jastok, ne zgleda zdaj tako apetitno. to je, mislim, ne se mene zanimivo, ker recimo ti kot sredozemc oziroma Evropejc ne ješ nobenih čurkov, ne ješ nobenih glist v zuni, ne ješ nekih stvari, ko imajo kleše, če prije pa iz morja, to pa je top, pa ne. Pa so to v bistvu taki morski ščurki. Ja. Če si kdaj študiral to. Jastogi imajo drugače ful... Ali pa recimo pajka naš pojedo za morskega pajka, bi pa pojedel. Ali pa neke rakovice, kot tudi jejo šita. Mislim, jejo šit pač, no. Ja, I guess. Z odmrlimi delci morja se prehranjuje, basically, ne. Z šitom, basically, ne. Ali pa školjke, ki so filter morja, ne. Ja. Pa so tudi so školjke, delikatesa, ja, delikateza, ne, to je čist nora, da ti zdaj neke školjke tam ješ. Ali pa Jastogi škampi, izgledajo grozen. imajo ful zanimiv Jastoge? pristop, kako se parijo. To bo že fajn, Oziroma, to. kako se odločijo, dejansko se vzpostavlja alfa samec pri jastogih. In oni se Ima največjo klešča. dvignejo se tako pač na rep, tako bi po zadnjih nogah hodili, Top. pa grozijo en drugmu. In baje, tist, ko pač vzpostavi dominanco, se mu ful pol sprošča serotonina pa kemikaliji, ki so pač povezane z dobrim počutjem. Unim drugim, ko pa niso zmagali, pa to ful pade. Se ful slabo počutijo. Ja, in za temi pač feromoni, ko jih on pol sprošča zaradi tega, ker je zmagal, Ja. on dobi najboljše skrivališča, najboljše samice, najboljšo hrano, samo zaradi tega, ker se je znal izprsiti, a veš. Ali pa jastok. Ko je jastok? Za kjero žval si govoril za to? Za jastoge. Ali pa jastok je to pa. Ja, najjači jastok. Ja, najjači. Ja. No, to je pač Peterson opisoval v 12 Rules for Life, ker je prvo pravilo stoj vzravnano in spokončno. Ja, zato si takrat rekel, da si jasno. Oh my god, to bi mogel takrat že povedati. A to smo da, a ni bil to v predstavitvenem videu, da se pojavi to, kot ti rečeš. Prvi podcast. Bodi, a nisi... Ti pa rečem bodi poran. Aj, bodi poran. Ja.
Ko pa je to fora? Je ko je tak izprsen, poranje ja, prsi. to, I guess. poranje prsi. Ja. Tako da bodi jasno. Pa še fajn se boš počutil. Ja. Pa Ker boš še drag boš. Pa še drag boš. No in tudi, da če ti pokončno in z vzravnanimi rameni hodiš okoli, je ful manjša verjetnost, da te bo kdo hotel nekaj izkoristiti ali pa ti nekaj narediti, ker tisti, ko pač zgledajo nesamozavestni, imajo ful večjo možnost, da jim bo nekdo nekaj naredil. Ja. Je to je ful pogojeno z tvojim ozadjem, pa moje, ne? Ja. To je v bistvu čisto nezavedno. Mislil sem prej, da ko si razlagal, jaz sem tudi probal te ostrige, ne, surove. Pač tako je, da bili smo na motoku s familijo ful dolg nazaj. In so imeli ribjo feštal, kvati. Ribe so plesale. Ribe so bile, nage ribe. In so imeli pač, lahko si kupil te sardele od cvrte, pa te morske stvari. Imel si pa tudi te surove školjke si lahko probal, pa tudi pečene školjke, pa med drugim tudi ostrige in smo pač probala, z očetom smo probala ostrige in pač meni je bila prva asociacija in edina, da to je tak globoko morski žnoder, ki ga poje. In pač tak mi je, ni mi zdaj disgusting, ker pač se mi ful ne zdi taka stvar, pač žnoder. Ampak zakva bi kdo to jedel? Sama ti si pojedel samo. Pač Probal sem pa pol, kot ti dajo kva limono pa sol, ja. Kot da ni dovolj Jaz sem to probal. Oboje sem probal, ampak nič od tega mi pa ni bilo zdaj tako, to pa res je dober. Tako mi je dober, ne vem, ko mi je steak recimo Ja, dober. ne, sej meni to je isto, ja, to se Ali pa strinjam. ne vem, ali pa pire krompir mi je, ga probaš, ful da. Naprimer, no pa že to je bilo zdaj ful tako. Sploh ni iz vrečke. Zdaj postajam lačen drugače. Ja, Zato tisti ko je- pojete pogovarjamo. Tisti je grozni Iz vrečke, to sem samo v kakem hotelu. Ne, meni to mi pa res ni všeč. Mislim, fajn je, ko ni nobenih grudic načaloma, ne? Ampak ja, meni tudi. Kako smo se do tega? Ja, zdaj. Mama rada pire, pa pire Pa krompir. pire. A imaš rad pire krompir fest? Kako random mesec. Rajš, ko sem ga imel včasih, no. Ja, niti pa zdaj Drugače ne vem, nisem ko. tak oboževalec, ampak pol sem ga malo bolj vzljubil, ko sem ga začel, ko sem kaj kuhal, pa sem ga na malo drugačen način, ne vem. Naprimer? Da sem skuhal krompir, pa sem ga pol za tistim, ko pač imamo, da je čim bolj smut, ne. Pa sem pa v kozici stopil maslo z 2 strokoma česna, pa rožmarin, pa malo popra, pa malo muškatnega oreščka, pa pol to noto mešal, pa je pa res imelo tako fajn aromo. Tako, ja. Ja. Mislim, meni je drugače najbolj pomemben faktor sol tle, da dosti posoliš. Krompir moraš res ful soliti. Ko če ni je za ne, te ni res za nič. Ja. A si probal kdaj drugač, to je zdaj še zadnji del pogovora o pire krompirju. A si probal kdaj? Jaz sem se enkrat sem probal, hotel sem se znebiti grudiči in sem pol majster s paličnim mešalnikom, ne. Ja. Sem se ga lotil in sem dobil eno lepilo ven. A ja, ko ti ga overprocesira, ja, tisti je kar grozni. Ste bilo res Ja, mi ga sicer vedno s paličnim mešalnikom, ampak imamo poseben nastavek za pire krompir, Aha, okay. ki je taka plastična, tako nek rotor, ko se takle vrti, pa potiska čez tak filter, čez take pikice ven, da ga vedno bolj smut naredi. Aha, okej. No, jaz sem ga z navadnim in to je bilo res Upam, da sem to res fajn opisal, Ja, pa da s si pikicami. predstavljate. Predvsem pikicami, ne Da luknicami. pikice grejo, čez Ja. pikice gre pa ven. Če dobiš pikice, ko greš zdravniku lahko. Ali pa če greš na kako temno ulico. Takrat greš sprostovoljno po pikico. Ojojojojoj. V redu, da pa zadnje smo se pogovarjala o delu z notranjim otrokom, z delu s senco, Senco, yes. shadow work. In zdaj še imamo par vprašanj, o kateri bi se zdaj še pogovarjali mogoče. Ali si hodil še kako v kakih hrani? Ne, neh je malo Jaz se kar veselim, da ko bo. še nisem nič jedel. Povem samo, jaz se kar veselim kakega špila. Ja, Fuck, da boš jeda. požeruha. Hungry guys. Okay. Dober komad. Ok, zdaj pa tule eno vprašanje, ki se mi zdi zanimivo. Seveda ima tudi pod vprašanje in najprej. S katero identiteto si zasvojen in se brez nje počutiš neviden? Samal, Ja. preden nadaljujemo,
če kjer poslušate to epizodo, pa prejšnje ni, na prejšnjo se lahko vrnete, kjer smo govorila o Jungu in delu s senco in Florian ima pripravljenih nekaj vprašanj za samo odkrivanje svoje sence. Tako. In zdaj gremo naprej s temi vprašanji. To je del introspekcije. Tako. Torej, da ti analiziraš samega sebe. Zdaj mi pa prosim še enkrat ponovi. Seveda. Vprašanje, gospod. Jaz sem drugače se oblam vprašanje v angleščini, zdaj ti prebral, kak je ChatGPT prevedel tole vprašanje. Ker prej sem ga že parafraziral, tako da je bilo smiselno. Aha, okej. Zdaj ne bo v redu. Zdaj ne bo v redu, Okay. ja. Mislim, jaz malo cringeam. Kateri identiteti si zasvojen, ker se brez nje počutiš neviden? Zdaj pa povej po svoje. Ja, s katero identiteto si zasvojen, Mhm. ker se brez nje počutiš neviden? Pa pod vprašanje še za razmišljanje. Kdo si, na primer, brez vloge zdravilca, nekega pridnega, na primer učenca, upornika ali uspešneža? A si prepričan, da nismo tega vprašanja že obdelala? Nisem prepričan. Ker meni se zdi, da smo ga. Žal. Saj si 100%, no vse pa ni panika, še imamo. Potem pa kar naslednjo vprašanje. Ja. Smo ga daleč prišla. Čigav glas slišiš v glavi, ko dvomiš o svoji vrednosti? In kako dolgo mu boš še dovolil, da živi v tvoji glavi brez najemnine? Mater. Torej, čigav glas slišiš v glavi, ko dvomiš o svoji vrednosti? To je zelo zanimivo, ne? Pravi, če smo se ukvarjala, kaj vse vpliva na to, da ti nekaj potlačiš, pa daš v svojo podzavest, pa pisto potem vpliva na tebe. Lahko da je zdaj to sam notranji otrok, ali pa sam notranji otrok, ali pa samo neka stvar, ki se ti je zgodila in ti zdaj podzavestno vpliva na sprejemanje odločitev, oziroma da ti, meni zdi se zelo dobro vidi, če si se kdaj v kakšni situaciji, ki se je hitro zgodila, da nisi imel časa razmišljati in si impulzivno ravnal. I guess. Ker recimo, ne vem, jaz sem časih kako tako stvar pri sebi videl, ko se, ko se sabotiram. Aha. Samega sebe. Ja, sej to, ko je čigav glas. Ja. Jaz mislim, da vedno slišiš svoj glas. Ja, sam to je zdaj povezan s tem, iz kje ta glas prihaja. Ne? Ok, ti si ga zdaj po notranju in zdaj je tvoj, ampak iz kje je to prišel. Aha, ok. Mislim, da je to bolj vprašanje tukaj. Zdaj čist tak, ne rabiš zdaj se pravim tako. Ne rabiš to povedati, mogoče sam pokomentiraš. Kdo je kriv, da imaš ti ta glas? Naprimer, ja, iz kje izhaja, tako je. Oziroma kriv, no. Tako. Kdo je razlog, kdo tako je izvor. Se pravi, lahko elaboriraš, ne rabiš zdaj ti se izpostaviti. Ali pa mogoče opiš kako tako situacijo, tudi če ne razložiš. Pa za mene je bilo to, no, recimo, jaz se še zdaj včasih imam kak trenutek kako se reče, sabotirati bolj po slovensko. Ja, samo sabotaže. A je sabotaža, kaj to je? Ko sabotiraš drugače nekoga drugega, ne? Ja. Lahko to je tako, pa kako bi bilo, ali bi razložil sabotažo, kaj se zgodi v tem primeru? Samo destruktivno vedenje, naprimer, je lahko tudi. Če to isto. No, v glavnem, recimo, pri meni je to včasih zelo pogosto. Ne vem pa točno, iz kje izvira. Mal vem, no, v bistvu, mal vem, ampak nisem pa zdaj se dosti očitno še ukvarjal s tem. Ampak no, to je zelo taka stvar. Ja, to je, si imel kako tako, recimo, to je bilo pri meni, ko sem rekel, recimo, da je zelo neka hitna situacija in si ti v trenutku odreagiral in si to potegnil zadnji in pa razmišljaš, zakaj sem se to rekel, recimo, povem prej, zakaj sem se zdaj sabotiral, ne? Jaz bi rekel neka reaktivnost na določene osebe ali pa določene situacije, ja. Da imaš mogoče kot oseba neko tendenco, da do določenih oseb vedno reagiraš impulzivno pa z nestrinjanjem. Sam zaradi zgodovine, ki jo imaš s to osebo. Da takoj nekaj vzkipiš lahko. Da ti je ful težko dati na stran tisto čustvo nestrinjanja. To je zdaj v bistvu že cela maska, ne? Glede ravnanja do se lahko rečemo ravnanja do neke osebe, ne? Sam jaz ne bi zdaj tukaj vzel impulzivno, specifično za eno osebe, jaz mislim, da bolj so to neke situacije, ki niso recimo vezane sam na eno osebo, ampak tako na splošno bolj.
Jaz sem se zdaj osredotočil na eno osebo, zato ker specifično iščem glas. Kaj pa če recimo, ja, to itak, ampak zdaj, če recimo probaš pomisliti, ali obstaja neka, ni nujna situacija, ampak da ni zdaj vezano, da lahko čist neznana oseba, ampak se ti zgodi neka situacija, ki se mogoče ponavlja, v kateri si pač ti naredil nekaj, za kar nisi čist prepričan, da si tak naredil, oziroma se ti zdi čuden, da si tako odreagiral, kakor si. Jaz mislim, da je bolj, veš, kaj mislim? Da ni zdaj specifično maska do ene osebe, ampak bolj reakcija na neko situacijo, ki je lahka z različnimi ljudmi, tudi nepoznanimi. Ja, mislim, čist razumem, kaj hočeš povedati, sam se mi ne sklada to z vprašanjem. Na to se ti ne sklada vprašanje? Ja. Okay. Ker govorimo, zato sem ti prej rekel, da itak vedno govoriš svojim glasom, ampak zdaj iščemo vzroke za ta glas, kot glas neke druge osebe, ki je pač povzročila, da ti ta glas imaš v tej situaciji, katere se lotevaš. Ja. In zato sem se zdaj osredotočil na specifično eno osebo ali pa en dogodek, ker mislim, da je lahko to, da si imel ti, ne bom rekel zdaj kot neko travmo, ampak nekaj se ti je zgodil recimo v otroštvu, ali pa nekaj takega, kar te je mogoče na nek način zaznamovalo in to ni zdaj specifično en glas, eno osebe, ampak se ti to pa na več situacij veže. Recimo v tem primeru, kaj je bilo, da imaš recimo manj vrednostni kompleks, ki se pol kaže v različnih situacijah, ni zdaj vezan to na eno osebno. Okay. Če veš, kaj mislim? Ne pridemo tule skupaj, pojmo na naslednjo vprašanje. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lajkajte, komentirajte in se naročite na kanal. V nasprotnem primeru se vam bo na vseh napravah pobrisala vsa gesla. Vsa gesla.